Kot je izpostavila državna sekretarka, jo veseli, da je bil odstotek okuženih med zaposlenimi v brežiški bolnišnici doslej dokaj nizek. Veste, dobimo omejeno količino, narejene so prioritete in se tega držimo. Žal smo danes v bolnišnici, ki še ni dobila prvih odmerkov, bi mi tudi želeli, da bi bili, ampak glede na delež tudi mogoče, jaz nisem bila, udeležena pri razdelilniku, ga je pa sigurno ministrstvo zagotovilo. Za cepljenje se je prijavilo več kot 20, skoraj 25% zaposlenih. Približno toliko oziroma malo čez 20% jih je COVID že prebolelo. Brežiška bolnišnica naj bi po prvotnem načrtu za covidne bolnike namenila 15 postelj, zdaj jih ima na voljo 45. Paciente pa sprejemajo tudi iz Štajerske in Prekmurja. Mislim, da je dispečerska služba, ki razporeja, obstaja posteljni fond za celo državo, to ureja dispečerska služba, saj so se tudi iz Prekmurja pacienti v Izolo premeščali, to je zdaj skupni fond, ki se ga upravlja za celo Slovenijo. In tam, kjer so zmogljivosti še proste, pacient pride tudi čez celo Slovenijo na tisto posteljo. Mislim, da je potrebno upoštevati pri tem tudi dejstvo, da splošna bolnišnica Brežice zagotavlja kar 40% posteljnih kapacitet, ki jih ima za akutno obravnavo, za COVID obravnavo bolnikov. To je več kot marsikatera druga bolnišnica v Sloveniji. Preprosto iz razloga, ker mi glede na prostorske kapacitete oziroma prostorsko razporeditev nismo mogli drugače organizirati tega oddelka, kot da smo celoten prostor, ki je bil prej namenjen internistični obravnavi, namenili COVID obravnavi. To pomeni, da imajo za covidne bolnike na voljo več postelj, so pa za necovidne organizirali nov internistični oddelek, ki so ga uredili na polovici kirurškega oddelka. Zaradi tega ne izvajamo trenutno naročenih ortopedskih operacij, ampak izključno nujni operativni program na kirurgiji, se pravi polovico tega kirurškega oddelka pa namenjamo pacientom internističnim, ki nimajo COVID bolezni. Pacienti po besedah Hribarjeve niso prikrajšani. Vsi, ki pomoč potrebujejo, jo tudi dobijo, pravi direktorica.